Vsak, ki ima 5 minut cajta, bi me rad nategnil. Gremo. Bi šel. Tako pa ne vem, a se mi splačatle zdaj neke težave nakopati, ne? Dobro jutro oziroma dober dan. Uro sem se sicer zgodaj zjutraj naštimal, ampak je zvonila. Sem rekel, malo še moram, ker sem bil tako zaspan. Tako da sem malo dlje časa spal, ampak sem se mogel naspati, se veste, kako je. Če nisi naspan, je vse skup en sranje. No, zdaj sem šel pa se pravi na oglede. Danes bomo malo trekkinga, ker bom šel gledati stvari po Bangkoku. Glejte, ulična hrana. Moram šel pa tlele na hitro nekaj pojesti. Evo, se bom sprehodil, pa se pol odločil. Drugač pa... lejte. Koma tu, my hello? Banana. 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 Thank you. Vse živo imaš, tisto levo mi je kar dobro izgledalo. V glavnem, no, grem gledati znamenitosti. Mislil sem si najeti skuterja, pa sem unga tam receptorja vprašal, pa je rekel, da ni tle nič. Mislim, nič. On nima, zdaj ne vem, to je tudi neko sadje. Sorry. Cerun včeraj, se spomnite, tistega sadja, tam je dal ful cukra noter, una voda, ki je bila, sem pol pogruntal, da je cukr. Tako da nisem bil čisto zadovoljen. Tako ja, da danes imam plan veliko teči, nama teči, sem čez butast, hoditi, ker nisem dobil tega skuterčka za najet, pa malo te tuk-tuke bom vzel, pa bom videl. Tako da po mojem me čaka en lep dan. Vedete, tlele je že en tak velik tempelj, to je čist tle v centru, ampak tu ne bom šel zdaj gledati, ker tu imam še cajt, tu imam 5 minut od hotela. Tako da, ja, zdaj nekaj pojem, pogrem pa naprej. Evo, sem najdel za jesti. Zdaj sem se odločil, zato ker imajo tlele, lejte, lepo v senci za sedeti. Naročil sem pa tole, lejte, vegetarian pad thai. Tale gospa mi bo tole naredila. Tole je posodo, spocala, bomo tole malo gledali, kako tole gre. Aha. Tle bo tole zakuhala. Drugač pa imajo vse žive sestavine. Pa imajo pa še tle. Da vidimo, če imajo kaj za pit, pa je tu kava. Dober, bom zdaj nehal snemati, pa je pol še malo poslanen, ker bo kaj... Aha, čakajte, ste zdaj bilo nekaj metala noter. Čebulca. Pa mehne porcije. Ne ve ženska, kako znam jaz pojesti. Pa tole za ena zadeva. Mačka, pa. Zdaj je gospa še tole dala noter. Manj gledaš boljše, tako da... Pa me ne tu sem tukle. Malo se mi zdi. Vse, kar ima ženska, tlele bo noter dala. Zdaj vidim, da bo še jajc dala. Če je tu zame, bomo videli. Fino bo malo beljakovin. Da vidimo. Aha, bo, lejte. Nam bo šel jajček.ไม่ได้ทำห่อเดี๋ยวนะปกติทำห่อแต่ว่าช่วงนี้กระทะกับน้ำมันมีปัญหา
Kar dobro tole zgleda za 1,30 €, pa 2 jajčka sta noter. Evo, tukaj sem se lepo vsul, še Pepsi sem si vzel, tako da raj bi Coca-Cola, ampak tudi Pepsi bo ok. Me prav zanima, kakšno je. Probamo, kakšna je tale zadeva. Odlično. Čist po mojem okusu. Glejte, zelenjavca, tale jajček pa še zraven, sploh ne vem, ko vse je noter, ampak glejte, fino je, tako da tole si bom še prvoščil zagotovo. Zdaj si moram pa najti tuk-tuk. Kaj sploh tuk-tuk? Glejte, tole, ko bodo tlele videli, se bom probal zmeniti z majstrom. Bomo videli, kaj bo rekel tole. Ja, v bistvu tudi, ja, tuk-tuk je to, tako da, evo, bomo videli. Tale majster je hotel 3-krat preveč, kakor je realna cena, saj po mojem 3-krat preveč. In jaz imam pol foro, samo grem, se ne bom pogajal. Povej mi ti na začetku pošteno ceno in če mi boš povedal, ok, če ne boš, grem. Hotel je 300, kar je... No, vse še ni tako drago. Aha, lejde, zdaj pa do mene prišel. No, is too high. Zdaj je majster prišel do mene in zdaj mi pa ponuja za 150, to je pa 4 €. Samo bom še malo druge vprašati. Me je hotel nasred. Vsake ima 5 minut cajta bi me rad nategnil, ampak se ne dam. Punta drug je še več rekel 400, pol se še enega vprašal, rekel 300. Je pa, če bi šel s to aplikacijo Grab, se pravi s taksijem, z avtom, bi bilo pa 170. Ampak jaz bi šel, pa je tudi najbolj enostavno, sam jaz bi se rad s tem tuk-tukom pelal, tako da če bom zdaj v 5 minutah kakšen ga najdu, ga bom najdu, če ga pa ne bom, bom pa prek aplikacije ta Grab in lepo bom prišel ke za 5 €. Noro, ljudje. Tuk-tuka nisem dobil za normalno ceno. Saj boste rekli, ne, da sem uharen, da to ugliham, pa ne bi plačal v njih 10 €. Ne, lejte, gre se malo za princip. Lej, daj mi ti, če češ me že kot nategent, kot tujca, da me nategent za 20-30%, ne pa za 300, ker, veste kako, če se to pustiš, če bi se vsi pustili za 300% nategent, bi pol začel nategovati za 400, 500 pa 600. In s tem, če se ti pustiš kot popotnik, da te takole nategnejo, delaš škodo tudi drugim popotnikom, ki pol tudi une nategujejo. Če bi bili vsi taki, kot jaz, verjemte, da bi bile cene vse nižje, ker se ne dam. Ampak glejte, meni se v življenju zmeraj izkaže, da je vsaka stvar za nekaj dobra. In zdaj sem obupal na tem tuk-tuku, sem rekel, grem pa na ta Grab. In ja, najdem jaz tam avto, zdaj celo sam 160. Sem pa videl še opcijo, da te motorček pele. Je pa sem €1,5 €. Pa ne zato, ker je €1,5 €, tako da grem na motorček, ker se tudi pravi na motorčku bom pelal, pa malo snemal vmes, pa tu bo fino, pa da probamo izkušnja, tako da zdaj bom pritisnil, pa da vidimo, kako bo. Ne vem, če se vidi, evo, lejte, majster prihaja, čaka minuto, ne vem, zakaj zdaj tle še en krog naredil, ampak nima veze, mi pa ne kaže, koliko cajt ga moram še čakati, verjetno sem kaj narobe tip, no glavno, tole je vrhunska zadeva. Grab, evo, lejte, fino, Hondica, gremo. Evo, takole se naredi. Mogoče čist varno pa tudi ni, no. To moramo pa tudi vedeti. Ne, čeprav to so majstri, on je navajen tle se voziti in tudi avtobusar in vsi, tako da to ni problema. Evo, majster me je pripeljal. Jaz sem pa zdaj tle, ker sem hotel, boste videli, kaj zanimivega sem prišel pogledati. Noro, glejte, specialitete ulične. Neka prašiček. No, zdaj, tudi mislite si nekam grem. Upam, da mi bo pa ratalo tole videti. Ni čist sigurno, ampak bom naredil vse,
da bo. Glejte, moj cilj je tale nebotičnik. To je zapuščen nebotičnik, bom pol več povedal o njemu. Da bom tudi kje ga malo bolj spusnil. Tale je glih proti soncu. Ni semaforja, greš čez in to je to. Ta ulica, ki je tole, samo zdaj kao uradno je to prepovedano noter hoditi. Bom videl, nehal snema, da nam komu sumljiv. Bomo videli. Je vse zagrajeno, ampak ni hudiče, da ne bi nekje not prišel. Iz te strani ne bo šlo. Vidim, da imajo tudi kamere. Tako da moram mečkem paziti. Dajte, tle piše, da bojo kaznovan, če tole prav zastopam. Ja. Glihne tle tudi vidite bodeča žica. Bomo videli. Glejte, tudi tle je vse napisano, da je prepovedano. Nekaj noter slišim, nekaj delajo. Glede na to, da je tole šele moj začetek potovanja. Si najprej nakopal kakšnih težav. Pač, če bi tu bil nekje v Bosni, Srbiji, na Balkanu, bi šel. Tako pa ne vem, a se mi splača tle zdaj neke težave nakopati, ne. Meni bi to sicer bilo zelo zanimivo, samo ne vem. Grem še okoli pogledati. Ne bo tole šlo niti približno. Tle zdaj z druge strani, da bi prišel, sta pa celo dva policaja. Pa piše government property, tako da ne bo tole šlo, žal. Pa tako sem se veselil. Zdaj moram pa nekam je to en lokalček, neki spit, ker me tukaj na WC mudi, da bom lahko na WC šel, ne. Pol pa dalje stvari, se imam še veliko stvari za pogledati. Daj se men kokos prvoščo, ok. Za en manjka evro. Evo, gospa mi ga bo tole lepo presekala. Ajde, kako to vlada. Jaz bi se sigurno enkrat porezal. Vidite, pol pa še noter poješ, to bo vrhunsko. Thank you. Sem se kar tlele pri gospe v sencu, vso vidite, ona je tlele zadej. Mer ta kokos bil, pol ga spiješ, ga pa še razreže, ga pa še poješ noter. Saj na Filipinih, po Indoneziji tako, mislim, da je tudi tukaj tako. Bom imel kakšno žlico dala ali kakorkoli, nekako bo. Je pa sem ga že probal ful dober. Evo, zdaj sem ga dal pa gospe še, da ga prereže, bomo videli. Lejte, tole mi bo žličko naredila. Da videli, kako je to spretno. Predvidevam. Oziroma niti ne vem, kako se bo tega lotila. Prav zanima. Pa žlico ti da. Malo bo to, da tam so smeti pri kraj, da bo to lepo ona vse spucala. Lejte, zelo ona mi bo tole na... To je drugače ful dober. Jaz bi lahko samo tega živel. Super, 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 sem se tole spomnil. Evo, gospa me tole vse postrgala, zdaj naredila žličko, tako da bom tole zdaj pojel in verjemite mi, fejst je dober. Motorček me je pripeljal, zdaj si grem pa tukaj pogledati en tempelj. Nek je tempelj posvečen jutranji zori, vstopnina 3 evre. To je budističen tempelj, no, kupimo karto pa gremo dalje. Tole je fantazija, vam povem. Lejte, kako lepo. Lejte, tale Rus že 15 minut babo slika. Tole, ki vidite. In se bodo tudi ene 5-krat sta se že skregala. Lejte, sem fantastično, čakam tega Rusa, da neha in da grem jaz tle, drugače pa tudi lejte, neke bejbe, ful lepo oblečene. Ne vem, v čem je tu fora. Če bi bilo to pri nas, bi rekel, da je neka poroka. Me zanima, koliko se da kele gor iti. Drugač pa tam gor, menda na vrh ne bi bil en dragulj, ful drag, ki ga je ena kraljica poklonila temu templu.
Ne vem, to sem zjutraj malo prebral. Ampak gledajte, zanimivo je to pogledati iz vidika arhitekture. Fantazija, če mene vprašaš. Tle pa je, se ljudje slikajo na polno, težko sploh prideti do možnosti, da slikaš. Grem še tle malo gor pogledati. Tukaj gor žal ni možno iti. Evo, je pa lepo z tej strani, pa dobro, se to je cel ta tempelj. Je izredno lep. Zgleda se, da to okoli in okoli sprehoditi. Tole žensko tle čakam že 5 minut, da se bo nehala slikati, da lahko naredim slikco kele gor. Ampak kar ustraja. Ne pomislil, da bi še kdo drug kaj poslikal. Glejte, kakšna gužva je tukaj, da se ljudje takole slikajo. Jaz sem se tle od zadaj zrinil, glejte, tle pa vsi čakajo, da se bojo. Možu še jaz tle malo zriniti. Veliko ljudi, pa slika se vsak, rata gužva. Če bojo katere v kralj, kaj mislite, katere bojo? Po mojem, da tele. Aha, tole je tale zadeva v manjši velikosti. Pač, kaj bi rekel, pri nas cerkev, tukaj pa tempelj. Tole je pa reka, ki teče čez Bangkok. Imena se nisem zapomnil, ni pa to neka ful poznanih rek. Ni mehna, ni pa tudi velika, ne. Zdaj tle ponujajo neki boat trip. Bom vprašal koliko je, ampak gledajte, kakšna gužva je tle za menoj, še ful čakajo. Ura gre hiter, je 6 in veste kaj, te ljudje tle čakajo, so se lepo poštimali. Čakajo, ker zdaj bo lejte tema in je tole ful lepo osvetljeno. Tako da si bom tudi jaz vzel čas in bom tole počakal. Čaj, ne vem, za pa so pa zdaj tam vse nekaj ugradili. Tlele bo potem verjetno šli ven. Ja. No, tlele si pa verjetno lahko. Tako da si bom tlele en plec najdel. In bom tudi jaz počakal, da čista marata in da tole malo poslikam. Iz tam so nas ven nagnali, ker imajo neko ceremonijo. Sem tu predvidel, da nekaj štimajo. Tole pa gledam, ko je tu in vidim 5 batov za plačati in tlele greš čez, tako da to bo zanimivo. In z une strani bom tole, lejte, posnel, slikal, bo ful hudo zdaj, ker bo noč ratala. Evo, tle gremo, tale punca tule pobira. Evo, zdaj pa gremo na to ladico, da nas zapele na drugo stran. Zanimivo. Grem raj tle, kaj čez most. Majstra nekaj mot, ne vem kaj. Tele zadaj se gremo vse, da bom lahko fino še kaj mogoče posnel. Evo,
eto, čez reko smo prišli. Zdaj grem pa mečken nazaj, zato da bomo zaslikati pa zaposnet dober tisti tempelj, pri katerem smo bili, se pravi z druge strani reke. Po mojem bo ful dober. Da vidimo, kam pridemo po tej stranski ulici. Evo, lejte, hrana. Lejte, vse bolj tako. Ampak gledajte, tla pa pucajo, bogi mucki, gledajte moj tega garfota. No, tle če dalje bolj temno ratuje, tako da bom nehal snemati, ker se najbrž nič ne vidi. Ne vem, če bo tule posnelo, ampak gledajte, koliko mušic. Ne vem, če se vidijo na kameri. Če se vidijo, je kamera zelo dobra. Lejte, čist same mušice, lejte. Evo, tle se pa lepo vidi. Zaslikati bo. Samo lejte, so pa ribiči te kurčeve mreže dali. Ne. Tu so po mojem namerno dali, da se ne da slikati. Ampak gledajte, se bom jaz kako kele čez prišel do mrež. Seveda, ne bom se jaz le vstavil, lejte. Saj se bo kdo upizdil, če me bo videl. Samo se jaz tole ne sekiram veliko. Gledam noter, pol ne bi rad. No, evo, lejte, pa sem prišel, pa vam tle lepo, lejte, par dobrih slikic naredil, vidite, čist drugo. Tu so zanalaž dali, zato da se ne da slikati. 100%. Ampak je pa lepo. Moram hitro slikati, da ne kdo prišel pa znoro, pa me nagnal. Tudi to je možno. Evo, še na en ta pataj sem šel. Zdaj brez jajc, samo zelenjava. Po mojem bo pa še boljš, ne vem, vse je bil tudi z jajcem. En evrček, če pogledate, evo, to je to, majster pokazal. Tle mi je fino, ker ni upitja, tam je bila taka gužva za znor. Aha, se pravi, pošel vse. Okay. Enega sem zmazal, pa sem se odločil, da kar še enega bom. Je tukaj dober, pa taka lahka hrana, tako da nimaš kaj narobe narediti, če dva poješ. Evo, sem dobil še enega. Dokaz, ki je tam le prazen. Wow, tole je res dober. Prihajam v hotel, ura je 9, današnji dan se je končal. Malo imam občutek, da ga mogoče nisem čisto izkoristil. Malo sem dolgo spal, imel sem nesrečo s tisto stolpenco, ampak kaj čemo, saj je še celo potovanje pred mano. Drugače pa lejte, včeraj sem spregledal, tle se moraš sezuti, ne smeš noter bo shoditi. Tam je napisano, sem jaz to nisem vedel in sem kar šetal noter k ena seljačina, ampak rekel mi ni pa nobeden, tako da ne se sezujem, ampak merelk pa nam pustil tle, da mi jih lahko kdo ukrade. Dobro jutro. Evo, nov dan se je začel, danes sem malo prej vstal. Šel sem na kavico tukaj dol, na mestitu, si lahko zastoj postrežeš, pa lejte, odgovarjam tle na vaša komentarje. Tako da, zdaj se pa počas, ko tole spijem, pa grem lepo v mest, da izkoristim dan. Imam veliko za videti, oziroma sploh ne bom vse videl, kar imam v planu. Tako da, gledajte naprej, pa naročite se na moj YouTube kanal. Če ste videli ono prej, sem se bolj slabo najel, pa 5 evrov je bilo, dober, je bila zraven tudi kavica, pa neki kozarček soka, ampak sem še zmeraj mlačen, tako da grem kar tole jaz lepo jaz, ko sem že jedel 2 dni nazaj. Se bom počas naučil, da tam, ko je sprobano, jej. Zdaj, ko sem se fino najel, zdaj gremo pa raziskovati. Čakam motorček, sem ga naročil, za dober evro me bo odpeljal dobra 2,5 kilometra stran. Boste videli ful zanimive stvari, tako da gledajte naprej. Niso me noter spustili, ker sem v kratkih rokavih pa kratkih hlačah. Zdaj bi mogel pa nekaj kupiti, mislim, kakšne te glupe fore. Malo sem pa tudi sam kriv, ker se nisem prej pozanimal. In lejte, tle, ki ima pač človek trgovino, pa hud biznis dela, tako da
Da vidimo, kva lahko rešimo tole. Poglejte to, celo z GoPro-jem je prepovedano snemati. Spodnja desna. Mi smo plačali tam nekje 15 evrov vstopnine, za Tajce je pa brezplačno. Ni to glih čist prav. Zdaj jih imam pa poln kurac, še masko hočem. Sem bil že na vhodu, evo pa še maska. Saj tam bi mi rekel na začetku, mislim, tole pa čist preveč komplicirajo. Prišel sem v tempelj Samarkandne Bude po težkih zapletih. Mogel sem iti kupiti hlače. Potem, ko sem že hlače kupil, po vstopencu me niso noč spustili, ker nisem v maske. Skratka, eno samo kompliciranje. Je pa to drugače najsvetejši kraj za Tajce. Zato najbrž tudi to kompliciranje. Tako da zdaj se bom malo sprehodil. Tole, ko zdaj snemam s telefonom, ker teh policije ali vojske ali kaj so, jih je cel kup. In se pravi, ne smeš imeti GoPro-ja, ne smeš imeti selfija, to je. Čeprav tale, ko sem šel mem njega, ga je imel, tako da bom tudi jaz, no. Zdaj grem sem noter in se treba sezuti. Evo, moje merelke sem tlele pustil. Upam, da mi jih kdo ne ukrade. No, tle se pa da noter iti z te strani, dobro, da sem šel pogledat. Majster bo zelo lepo unle vojaku zadaj zaradi maske. Tlele ena ženska hotla čevlje s seboj nest, pa jih niso pustili. Ja, strah jo je, tako kot mene za moje merelke. Lejte, so me počakale tukaj, le. Zakaj se zmeraj tako bojim? Mislim, kom pa pol brez njih? Je tukaj veliko zanimivih stvari, lepih, samo gužva je pa neverjetna ljudi toliko, da kaj kakšne stvari zaslikati je zelo težko prideti zraven. Še malo se moram skrivati, le, ker z GoPro-jem snemam, ker je kao ni dovoljeno. Sicer ne vem, zakaj to je, s telefonom pa je čista neumnost, če mene vprašaš. Ampak, lejte, lejte, tole je fantastično. Lejte, wow. Lejte. So to lepo naredili. Drugače pa te poslikave imajo pa hude in tega je na stotine metrov, bi rekel. To je okoli in okoli lahko hodiš. Pa mogoče tole, ki vam snemam, so druge lepše bile, no. Sem vam že pokazal, kako hude hlače imam, ki sem jih kupil za 3 evre, da so me noter spustili. Evo, lejte jih. So hude, a ne? Za nazmenek. Je lepo, nimamo kaj reči. Zdaj tole sem si ogledal, zdaj grem pa še v neki drugega, ki tudi vsebuje vstopnino, neka velika palača. Bomo videli, kaj je pa tisto. Zdaj sem pa že v tej veliki palači, tudi tukaj je zelo, zelo lepo. Ampak, gledajte, je pa vse malo na istem stilu, tako da se človek tudi malo ne veliča takega, če smo čisto iskreni, ki je eno in isto. Tole ima malo problem snemati, ker sonce glih ni na ta pravi strani, ampak tukaj nekako bo lepa stavba. Nekaj tudi vse, lejte, lepo urejeno, park, drevesa, res. Lepo za sprehoditi se, no, zelo lepo.
No, tole je še ena lepa zadeva. Ne vem, ali je tole res kaj zlata, ali sem imitacija zlata. Zadaj tudi, lejte, pa tukaj tale oken. Človek bi rekel, vse v zlatu. Tole je pa še neki muzej topov. Topovi kot topovi. Jih je pa ogromno. S temle sem zaključil. Zdaj moram pa malo preštudirati, koliko imam še časa. Pa teli hlad se moram znebiti, jih imam polnk, tako da pol pa dalje. Da ne bom slučajno dehitriral, sem se tle v enem luštnem lokalčku stavil, pa bom popil en mango juice. Upam, da ga niso dodatno kaj sladkali. Jaz sem rad take zadeve, če dajo pa ful sladkorja, pol je pa skoraj slabš kot Coca-Cola, tako da upam, da ga ni. Kakor kaže, ni čist nič sladkorja, tako da super. Bo mogoče še enega. Jaz sem en evrček, pa se in napiješ in naješ. Zdaj sem pa prispel v tempelj ležečega Bude. Evo, tamle že noter ga vidim, ka leži. Iz slik se spomnim, da je kar... Se spomnim, kako to izgleda, ko sem gledal. Aha, kaj je tlele, spet je treba čevlje ven vršiti. Bom šel to na konc pogledati, gremo najprej tega ležečega pogledati, pa še malo okoli. Tle, ko se ni treba sezuvati, to bom šel pa na konc. Lejte, to pa dajejo zlato. Na kupuš tam zlati listič in pol daš takole gor, lejte. Vidite, kako tale punca daje. Verjeten to neke vrste verski obred. Ne vem čistočno. Sem pa to že slišal ali videl na kakšnem potopisnem prodavanju, tako da ne vem čistočno. No, tle gremo pa zdaj ležečega Budo pogledati in se moraš sezuti. In mi je pa ful všeč, ker lejte imajo pa, da vzameš vrečko in daš noter čevlje, da me ne bo strah, da bi mi merelke ukrali. Evo, gremo kar noter po mojem, da bomo tle videli glavo ali pa noge. Glava. Lejte ga. Le se malo drugem nastavljam. Mi je žal. Lejte. Ne vem, a je to tudi pozlačen ali kako so te zadeve. Da tale imajo pa en plec, ki se lahko slikaš, da se vidi kele do glave. Ampak, gledajte, kakšna je vrsta. In moraš tu čakati. Bom vedel, če še kaj drugega. Da bi se dalo mogoče tlele videli. Lejte, tlele se ga pa lepo vidi, čez celo, kako leži, pa noge. Slišim eno žončklanje denarja, pa nisem vedel, zakaj se gre. Lejte, ljudje tamle drobiž dobijo in pol ga mečejo tole. Ne vem pa, zakaj se to gre. Če kdo ve od vas, ko tole gledate, napište v komentar. Moraš pa kar veliko denarja, Mateo, da priješ do konca. Ne vem, imam občutek, da čisto vsacga dajo. Buda. Tole ni ravno majhen kompleks. Glejte, koliko je tega vse še za pregledati.
Upam, da tle odzad pridemo za tole škarpo. Tle zdaj zadej za menoj je tist ležeči Buda. Zdaj gremo pa tole naprej, da vidimo kaj tukaj le bomo videli. Aha. Videti je obetavno. Glejte tole. Ful lepo, ful bom kakšne lepe fotke naredil, tako da jih na Instagramu pogledajte. Na Instagramu me najdete po Tomaž Gorec. In sicer res sem takih stvari že ful videl, takole, da bom rekel, sem se jih že malo naveličal, ampak sem jih pa kljub temu vesel, ker vem, da bojo tole dobre fotke. Spet se je bilo treba sezuti. Gremo pa v tole stavbo noter. Še kapo sem dal dol, ker prej sem šel s kapo noter in mi je eno teh varnostnikov povedal, da jo treba dol dati. Noro, upam, da nikje kakšne, da se ne sme snemati, bo tale povedal. Nič ni rekel, to pomeni, da se lahko. Ful hudo. Evo, se je dalo prideti tukaj, ker so pač te najvišji stolpi. Tole je res lepo. Tam ena punca že pol ure pozira. Ne vem, v čem je štos. Drugače pa tukaj sem še nekaj časa zadržal, ker mi je na telefonu zmanjkalo baterije. Nisem je dal ta prav cajt polniti na powerbank. In zdaj moram počakati, ker želim tole še malo pofotkati. Verjeten se strinjate z menoj, da bojo tole ful hude fotke. Če ne verjamete, pojdite na moj Instagram, pa si poglejte, namreč tam bodo. Res dobro tole, zanimivo. Telih bud kar ne zmanjka. Še ena ogromna. Tale kompleks je res ogromen. Pa vse v nekih ulicah in misliš, da si že vse videl. Pol pa ugotoviš, da so še kar neke nove stvari. Evo, lejte, jaz sem mislil, sem že vse videl. Pa spet pridem tlele, lejte. Lepo te piramide, ali kako bi temu rekel. Zapuščam tole čudo. Zdaj bom tukaj še nekaj pojedel, pol pa grem še nekam. Nisem čist siguren, če bom šel, ker mi je malo, ni mi glih najbolj prijetno jeti. Tako da bom videl, javim. Glejte ga lepoca. Ta je gospod, ki moj garfa. Zdaj moram tle najdeti en lokalček, kjer bom nekaj pojel. Ki sem prej tisti mango pil, je bil super, se so imeli tudi za jesti, samo je tam le 800 metrov, kilometer višji. Pa tudi ne hodim v istega, morda da najdem kakšnega drugega. No, pa sem najdel en malo bolj fancy restoran. In lejte, naročil sem si tole, zelenjavno, pa mango. Drugače pa lejte, lokalček zgleda takole, je tak malo bolj fancy. In je tudi malo dražji, tako da ne bo me tole koštalo 2 evra, kakor ponavad, ampak me bo koštalo, tole me bo koštalo, veste koliko,
Skoraj 4 evre. Tole plus mango, drago, a ne? Tole naj bi zdaj bil na oni znameniti Kurbelstraße, da boste vedeli, kaj mislim. Dajte, šel sem tole pogledat. Sem rekel, da vidim, za kaj se gre, čeprav kar fej slabim občutkom. Tako da tudi ne bom šel nobene pijače spet nikamor. Malo se sprehodim gor dol in se poberem nazaj v hotel. Tiste na un stran, ki vidite, je znamenita Nana plaža. To je Kurbelhaus, po domače povedano, Kurbelstraße. Jaz sem bil samo dobrih 10 minut, pa imam dosti tega. Dajte, se ne vidim. Najbolj neprijetna stvar na tem potovanju mi je verjetno bila tole pogledat, pa sem rekel, grem, če sem že tle. Ampak tle se jaz ne vidim, ker malo strah me je bilo, pa čeprav me njih malo strah. Tako da zdajle motorček pa nazaj. Današnjega dneva je konc. Veliko sem videl. S tem Bangkok končujem. Jutri namreč imamo, od tukaj gremo ob 12 za letališče, pa potem na sever. Komaj čakam. Saj tale Bangkok je bil super, samo jaz imam rajši naravo, manjše mesta oziroma še raj vasice. Tako da ta Bangkok mi je bil super, ampak se pa tudi ful veselim teh stvari, ki prihajajo. Zdaj, kadar grem z avionom, kaj sem zmeraj malo živčen, malo preveč prtljage bom une osebne, lahko imam samo 7 kil, sem jo bom več prenosnik, moram noter dati, da mi ga kje ne zgubijo, je kar veliko reden. Dron tudi. Baterije za dron moram imeti noter, ker jih je prepovedano imeti v ta veliki prtljagi. Ruzak ima že ne 2 kile, tako da upam, da bo to šlo čez. No pa tudi zdaj, tle imam 2 ure 40, imam od tle, ki gremo, pa do odhoda aviona, pa je tam 45 minut je vožnje, ampak kaj veš, lahko je kakšen zastoj, ne, pa imaš probleme, tako da bom vesel, ko se bom na avionu sedel, pa da grem proti severu. No pa še pol. Z letališča pridete do apartmaja, ne, zdaj z unem taksisti se ukvarjati. Upam, da ta aplikacija Grab deluje, ker to je najbolj super zadeva. Danes sem to kolikrat uporabil, 3-krat ali 4-krat, fantastično vam povem. Tako da, no, to bi bilo to iz Bangkoka. Zdaj, naslednji video bo pa že iz severa Tajske, ki bo tudi, po mojem, še bistveno bolj zanimivo, ko je bilo to z Bangkoka. No, jaz se veselim, tako da glejte, če še niste naročeni na moj kanal, se naročite, malo povšečkajte, pa une videe ta stare poglejte iz Tajske, pa se čez kakšne dan, dva spet vidimo z novim videom.